Pozdravljeni v novi oddaji BIM pogovorom. Z vami sva Robert in Matevž in danes gostiva Špelo, ki se bo predstavila, tako da ji dam kar besedo. Živijo, Matevž, hvala lepa. Hvala lepa tudi tebi, Robi. Jaz sem Špela Poklukar. Ukvarjam se z umetno inteligenco že recimo zadnjih nekih 10 let. V bistvu v zadnjem času se pa predvsej ukvarjam tudi z umetno inteligenco v gradbeništvu. In sicer sem soustanoviteljica pa direktorica startupa AI Razpisi, katerega cilj je, da nekako približa umetno inteligenco v komercialo v gradbeništvu. Torej, ustvarjali smo aplikacijo, ki pomaga gradbenim podjetjem pri prijavi na razpise. Ja, a lahko jaz zdaj povem, kako sem prišel do Špele? No, daj. Saj zato smo tukaj, ne? Ja. No, jaz sem približen, ne vem, pol leta nazaj, po mojem, prvič slišal, da se nekaj dogaja. In povedal mi je Metod, Špela pozna Metoda iz Kolektorja. In pravi, če poznaš Špelo, pa sem tako, ne. Pa pridemo, mislim, ko smo pripravili program za CBIM konferenco, pa so vsi hoteli, da pač povabimo Špelo, ne pride predstaviti, kaj dela, ne. No, in pol na CBIM konferenci si predstavlja, kaj pripravljate, in je blazno zanimivo in vsi bi se samo o tem pogovarjali, ne. Saj veste, vsi bi zdaj samo o umetni inteligenci. In evo, zdaj imamo tukaj, zdaj lahko vse izprašamo. Kar je Matevž ni mogel, ker ga ni bilo. Tako, jaz sem to zavestno, nezavestno, mislim pač, tako kot smo prej rekli, v bistvu live vse zgodaj, pa je bilo treba laufati v Ljubljano nazaj. Ampak jaz imam bolj občutek, ne, da v bistvu takoj, ko nekdo sliši, v bistvu, da se nekaj z AI-jem dela, ne, v bistvu, oziroma ne, v bistvu imam jaz občutek, da vsi želijo nekaj zastonj dobiti, tako da jim nav treba čisto nič delati, pa da bojo te v tvojem primeru Špela v bistvu zdaj na vseh razpisih vsi dobili, ne? Ker je tako v bistvu zdaj, dajmo to malo tako razširiti, seveda sem se pripravil na ta pogovor danes, ne? Tako da sem še celo prebral, v bistvu, kaj si napisala na CBIM-u, v bistvu tam za predstavitev, ne? Sem rekel, pišuka, ne? Zdaj pa, če bi pa vse firme v bistvu začele to uporabljati, ne? To je bilo dobro v bistvu, ne? Ker na koncu uspešnost bi bilo fenomenalna, mislim, a veš, tako, te AI razpise dejansko pomagajo pridobiti delo, ne? Oziroma posel. Na razpisu si uspešen, ne? V bistvu zdaj, koliko firm, a veš, pač vsi uporabljajo, vsi dobijo, ne? Je zmagovalno zate, ne? Špela, daj zdaj predstaviti AI razpise, kaj pomagajo, ker Matevž ni videti se predstavite. Jaz se strinjam, da bi bilo bolj zato, ker bi se vsi prijavljali na ta prave razpise, ne pa na napačne. Tako. Mislim, da tehnologija ni zagotovilo, da dobiš razpis. Odvisno tudi seveda, na katere se sploh prijavljaš, kaj ti je v interesu, kakšne imaš reference, pa konec koncev, kakšne imaš marže oziroma pač kakšno ceno si lahko privoščiš. Tako da mislim, da ni glih univerzalne rešitve tukaj. Ampak ja, z veseljem predstavim. To se pravi, v bistvu pač mi razvijamo to platformo AI Razpisi. In v bistvu, kar bi radi z njo naredili, je, da bi pač avtomatizirali nekako vse korake na poti od takrat, ko ti prvič vidiš nek razpis do oddaje. In v bistvu pač teh korakov, kar se da nekako z umetno inteligenco jih recimo pohitriti, je v bistvu, kar smo kar nekaj identificirali, no. V bistvu že čisto na začetku, recimo, pač, ko se pregleduje razpise. Zdaj, recimo, javnih razpisov je tam, recimo, samo za gradnje, recimo, pride tam 20 cirka na dan novih. Pa imaš pa še vse tiste, ne vem, vzdrževanje cest, pa vse živo tam zraven, to se pravi, razpisov je kar veliko, recimo, že samo javnih na portalu javnih naročil, recimo. In zdaj v bistvu pač eni so večji projekti, eni so manjši, eni so samo, ne vem, obnova kuhinje neko v eni osnovni šoli, drugi so gradnja železniške postaje v Ljubljani.
in v bistvu pač komercialisti zmeraj gledajo, ok, na kire se pač bom jaz prijavil, kiri so mi relevantni, kiri so ali ta prava ocenjena vrednost, na katere imam reference ustrezne, ne vem, za katere pač imam ta pravo bonitetno oceno, ne vem, kje je po lokaciji, da nisem jaz gradbinci iz Gorenjske, tisti je pa nek v Mariboru ali pa nek, ki mi bo podražil. Tako da v bistvu mi smo začeli s tem, da mi v bistvu vso razpisno dokumentacijo, ki pride pač kot dela razpisa, jo mi analiziramo in v bistvu iz nje potegnemo ven tiste ključne informacije, ki pomagajo pri tisti odločitvi. A se podjetje bo sploh prijavljalo na nek razpis, a ne. Se pravi, v bistvu ti ne rabiš odpirati tiste dokumentacije, ker je to vsa že pregleda umetna inteligenca, ti poservira tiste ključne stvari in v bistvu ti ne rabiš iti čez, ne vem, 50 strani dokumentacije za vsak razpis, naprimer. Tako da v bistvu s tem smo štartali čist na začetku. Pol smo v bistvu nadaljevali s tem, da v bistvu mi spremljamo spremembe v razpisah, se pravi, ko pridejo nove verzije razpisa, mi primerjamo dokument na dokument, pa v bistvu pač povzamemo, kaj se je spremenilo. Se pravi, investitor objavi nek popravek, pa mi v bistvu pogledamo, ok, recimo, objavi nov popis del, mogoče kaj napiše zraven ali pa ne napiše zraven, mi pa v bistvu pogledamo, ok, spremenil se je popis del v tej pa tej postavki, no, kar je pa tudi lažje recimo spremljati, kaj se vmes dogaja, pa lažje pač prilagoditi, pa da kakšne spremembe slučajno ne zgrešiš. Pol v bistvu smo se polotili teh vprašanj, da jih, se pravi, na portalu javnih naročil so vprašanja, ki se jih to tudi lahko nabere za par strani. Smo dobili feedback, recimo, da od enega podjetja, s katerim sodelujemo, da so porabili zdaj na razpis 3 ure, da so se prebili čez tiste vprašanja. No, pol v bistvu naslednja stvar, ki imamo v izdelavi, prvo verzijo že narejeno, je v bistvu ujemanje referenc. Se pravi, za vsak razpis so zahtevana neka referenčna dela. Zdaj, podjetja imajo pa v bistvu za 10 let referenčnih del v raznih, recimo, ne vem, ali nekih Excelih, a ta dokumentacija mogoče niti ni najbolj urejena. V vsakem primeru pa tudi, če je urejena, morajo komercialisti ali poznati projekte, kar je nemogoče za 10 let nazaj vse poznati, ali pa v bistvu morajo pač brskati po tisti, ne vem, po nekmu recimo velikmu Excelu, kjer so pač tisti projekti navedeni, pa moraš še spraševati okolje, a se ti kaj spomniš na, ne vem, kire cevi smo mi takrat tam noter vgradili, recimo. In to je tisti postopek, ki v bistvu je fajn, da pač, mislim, da kakšne reference ne zgrešiš, ker pa se recimo, če ne veš, da nek projekt obstaja, recimo zaključen, se ne boš prijavil na nek razpis, pa v bistvu smotan je zaradi tega, ker toliko ljudi aktiviraš tam v firmi, ker sprašuješ tega pa unga, pa kdo kaj ve o kakšnih zaključenih projektih. Tako da v bistvu mi smo naredili v bistvu sistem, ki iz obstoječe dokumentacije naredi bazo podatkov, se pravi, sprocesira zaključene projekte, pa v bistvu za nov projekt, ko pride, v bistvu že prebere, pač kakšne so zahtevane reference, tisti referenčni pogoji in jih poišče v tisti bazi zaključenih podatkov. Tako da se v bistvu pač to zgodi nekako avtomatično, da pač komercialisti ne iščejo po celi firmi, zdaj, kje bi ustrezne reference našli. Zdaj, kar se pa tiče našega roadmapa, imamo pa precej ambicioznega, in sicer radi bi se polotili tudi kakšne priprave kalkulacij. Se pravi, da se v popisu del, recimo, da se pač postavke popisa del upar z nekimi normativi ali pa se jih upar z nekimi preteklimi ponudbami, pa se v bistvu na ta način nekako pomaga pri hitrejši pač pripravi ponudbe. Zdaj, kaj bi tudi radi naredili, je tudi v bistvu neka podpora iskanje podizvajalcev.
pa dobaviteljev materijala. Se pravi, da v bistvu pač sistem, glede na dela, ki so zahtevana, v bistvu sam nekako poišče primerne izvajalce, glede na različne kriterije, pa v bistvu avtomatično pošilja povpraševanja, pa tudi avtomatično analizira pol ponudbe, ki so prišle nazaj. Pa podobno tudi z dobavitelji materijala, se pravi, ne vem, če rabaš, kaj pa vem, neko klimo nekam ugraditi, da se pač poišče po neki bazi ali obstoječi bazi podjetja ali po neki javni bazi, recimo iz iPesa, katere firme recimo neko tako klimo ponujajo, pa da se v bistvu tudi povpraševanje avtomatično pošilja. Se pravi, da se iz projektne dokumentacije prebere specifikacije, kaj se rab, pa v bistvu seveda pod nadzorom človeka pošle recimo različnim proizvajalcem za pač neko ponudbo. Pol recimo ena stvar pred oddajo je velikokrat treba kapenih obrazcev izpolniti. To mislimo tudi, da se bo dal fajn avtomatizirati, ker se obrazce itak skozi izpolnjuje ene in iste stvari. In v bistvu, če imaš ti te ene in iste stvari, recimo podatki podjetja, recimo, če jih imaš nek zapisane, lahko v bistvu vsakič avtomatično pač tisto obrazec s temi podatki izpolniš, pa tudi kar nekaj časa prišparaš, no. Tako da v bistvu radi bi nekako cel ta proces pač podprli. Zdaj, mislim, absolutno so pač neki izzivi, ampak zdaj mislim, da je ta tehnologija že toliko zrela, da v bistvu pač bo lahko pomagala. Zdaj, kar se je treba zavedati, je to, da pač absolutno, če se navežem na Matevževo vprašanje, absolutno ne bo tehnologija tega naredila sama. Pač vsi vemo, da so tlele, mislim, da tej tehnologiji ni 100% za zaupati. Tako da v bistvu je ključno, da je pač človek tisti, ki pač nadzoruje to tehnologijo, ampak smo pa prepričani, da se pa v bistvu pa da kar nekaj časa s tem pa šparati. Ja, jaz imam zdaj ful en kup enih vprašanj tukaj, no. Jaz pa ta drug Ampak- najbrž. Prosim? Jaz pa ta drug kup. Ja. Ne, recimo, če začnemo tako čisto ena tehnična stvar, ko si omenila, ne, da zdaj stremite k temu, da bi ta sistem pomagal recimo identificirati, za katere razpise imajo podjetje reference in take stvari, ne. To pomeni, da rabite en kup enih podatkov od podjetja, ki bi vaše storitve uporabljala, ne. To so se že tako pogovarjala v Portorožu, približno veš, kaj te bom vprašal, ne. Koliko teh podatkov bo šlo ven, koliko jih bo pa na firmi ostalo? Mislim, da si omenila, da imate nek svoj sistem, ki se lokalno implementira, ne, to je verjetno nek lokalni rak ali nekaj takega, pa se pa za drug del se pa verjetno te javni LLM-ji uporabljajo, koliko je s tem. Ja, v bistvu tako, seveda. Zdaj, naša rešitev uporablja pač te javne ponudnike umetne inteligence, se pravi OpenAI, Anthropic, xAI uporabljamo, pa Google. Malo jih tudi kombiniramo, zaradi tega, ker smo pogruntali, da to da izboljša rezultate. Ampak zaenkrat ostajamo pri javnih ponudnikih, no. Zdaj, mislim, jaz recimo tako, podjetja se absolutno bojijo pač tega, kam bojo ti podatki šli. Zdaj, mislim, strah je itak upravičen, zdaj to so občutljivi podatki o ponudbah, zdaj, če to pride kam ven konkurenci, pa ali bo konkurenca dala za 100 evrov nižjo ponudbo in pač ne bo dobila projekta. Tako da jaz mislim, da bojazen je tle upravičena, da je prav, da podatki tudi ostanejo v hiši. Tudi v bistvu naša rešitev v bistvu je zamišljena tako, da bo pač, mislim, da je nameščena pri podjetjih lokalno, se pravi na njihovih strežnikih, tako da v bistvu pač podatki nekako k nam ne grejo, se pravi ostanejo pač znotraj firme, se pa seveda procesirajo pač s temi LLM-ji, ki so pa, se pravi modeli umetne inteligence, ki so pa neki zunanji. Ampak zdaj, mislim,
če pogledamo, kakšne imamo sploh možnosti. Se pravi, lahko pač sprejmemo, ok, so neki ponudniki umetne inteligence, recimo, da zaupamo njihovim pogojem, da če oni rečejo, da te podatki pač ne bojo nikamor šli, mi imamo neke varnostne certifikate, ki to potrjujejo, pa mi zagotavljamo pač, da na vaših podatkih pač stvari se ne bojo trenirale. Uh, pač jaz mislim, no, da nekako nimamo kaj dosti drugega, pa da temu zaupamo. Ker v bistvu alternativa bi bila, pa da pač mi nekako pri sebi zagotovimo neke strežnike, pa neke lokalne modele, pač si sami v bistvu pač deployamo, pa namestimo, pa uporabljamo neke svoje lokalne open source modele. Kar je sicer tudi možno, pa mislim, absolutno, recimo tudi te open source modeli postajajo že ful dobri, ampak če bo podjetje to naredilo, mislim, kot prvo, pač en tak strežnik pride recimo nekih 300 jurjev plus, če hočeš kaj z njemu narediti. Plus tega, to je treba vzdrževati, se pravi, moraš imeti enega sistemca, enega DevOpsa, ki tudi to tehnologijo malo pozna, ki ti bo v bistvu skozi posodabljal modele, bo strežnik vzdrževal, skrbel za varnost na tem strežniku in v bistvu skozi to pa pridejo kar eni taki konkretni, dobro, najprej v bistvu neki pač kapitalni stroški, pa v bistvu s tem, mislim, za naprej pa tudi operativni in v bistvu stvar ni pocen. Večja možnost je, da bo prišel pač do okvar, da bo pač sistem dol. Zdaj, če pa uporabljaš recimo neke ne take javne ponudnike, je pa v bistvu nekako, mislim, ni zagotovila, ampak je pa večja verjetnost, da bo pač stvar delala. Zdaj, kar se pa tiče zaupanja tem ponudnikom, jaz zmeraj dam v bistvu eno tako primerjavo, recimo. Zdaj, tudi gradbena podjetja vidim, da sicer nekatera so še kar imajo precej vse lokalno, na lokalni infrastrukturi, ampak recimo tudi v drugih industrijah, recimo je standard nek Microsoftov stack, da ima podjetje v bistvu pač Microsoftove stvari, se pravi, pa imaš Microsoftov mail, pa imaš Microsoftov SharePoint, pa Teamse, pa vse takle, recimo. In če pač tako razmišljaš, v bistvu vse te stvari so v bistvu v cloudu. Se pravi, ne vem, recimo to, kar se mi dva zdaj pogovarjava, naprimer, gre tudi čez cloud. Če jaz tebi pošljem mail, gre recimo čez moj cloud siguren, ker ne uporabljam nekega lokalnega strežnika za mail. In v bistvu tudi pač se mi zdi, da vsaj v drugih industrijah je to definitivno standard, da imaš ti recimo pač od zadaj nek SharePoint, pa si tam recimo deliš dokumente, vsi jih fajn vidijo, ima precej nekih benefitov. In v bistvu Microsoftu več ali manj vsi zaupamo, brez da se nekaj posebej vprašamo, kaj zdaj Microsoft počne s tistimi podatki. In v bistvu, če zaupamo Microsoftu, da imamo mi SharePoint pri njih in vso kompletno dokumentacijo v podjetju, pa vsa komunikacija gre prek naših Teamsov, pa gre prek naših mailov, ki je v bistvu vse v cloudu, zakaj pa recimo, mislim, iz istega razloga mi lahko rečemo, ok, če Microsoftu toliko zaupamo, bomo pa tudi zaupali toliko, da bomo pa uporabljali recimo modele umetne inteligence, ki jih tudi Microsoft recimo preko svojega clouda ponuja. Tako da jaz mislim, no, da cloud v bistvu je tukaj, tudi gradbena podjetja se mi zdi, da ful se tudi na to nekako prehajajo. Mogoče malo bolj počasi kot ostala industrija, ampak jaz mislim, da je to nekaj, čemur se ne bomo več mogli izogniti. No. No, jaz sicer vidim malo razlike med Microsoftom in kakimi drugimi ponudniki. Ne, če ne drugo, Microsoft je kaže 40 let, ali koliko obstaja, se niti ne vem. Najbrž ne. Tule govorimo o računalništvu. No, tule govorimo pa o podjetjih, ko praktično, ne vem, če 10 let so stara, pa ne, zdaj cel internet temelji na njih. Tako da, ja, konec koncev je to stvar zaupanja. Jaz nimam odgovora.
Ali Ja, je zdaj to vredno ali tle ne? najbrž trije ne bomo našli Ne. odgovora na to, ne? Ja, Je ampak. pa, je pa v bistvu, mislim, jaz bom tako rekel, ne? Da ja, takoj, ko gre nekaj v cloud, v bistvu, ali da pozabi, v bistvu, da je to sploh še nekako privatno, ne? Zdaj je pač vprašanje, ali zaupaš Microsoftu, ali zaupaš Apple, ali zaupaš Amazonu, ali komorkoli, v celem steku imaš milijon enih potencialnih možnosti, da ti nekdo tisto vzame, pogleda ali karkoli naredi, ne, s tistim. Ampak kljub vsemu je malko razlika v bistvu, ali se stvari na tem, kar ti gor odložiš, v bistvu zadevo učijo, ali pa v bistvu je samo tam. Um, Pa ne vem, če je glih, če so moji maili ali pa dokumenti tako zanimivi, da bi nekdo kaj tam se kaj naučil pametnega. No? Tako da je pa, mislim, kot rečeno, no, je stvar zaupanja. Um, ampak meni se zdi taka primerjava, ne, dobra, ne, ker študentom zmeraj rečemo, v bistvu, ja, pač vsi imajo tako kot Gmail, ne. Pač, lej, če ti začneš Gmail, nač nisi plačal, v bistvu ne pričakuj, da je privatno to, ne. Pač ja, tvoj kolega ne bo videl tega, ampak na Googlu pa v bistvu načeloma lahko to uporabijo za karkoli, načeloma, ne. Medtem ko, če pa za tisti Gmail plačaš, so pa drugi pogoji in druga pričakovanja v bistvu in drugi v bistvu licenca v zadnji oziroma pač nek terms of service, ki ga podpišeš in klikneš, da se s tistim strinjaš in jasno, če tam piše noter, da, da ne dovoliš ali pa v bistvu pač, da oni tega ne bojo uporabljali, ne, za neko učenje ali za karkoli drugega. Pač je sam še stvar, v bistvu, ali ti temu zaupaš ali pa ne. Ja, pa sej, mislim, jaz imam ene par replik, recimo, zato, ker sta oba dva povedala. Najprej mogoče na Robertovo. Se strinjam, recimo, da je res pač Microsoft že toliko časa prisoten, da je zgradil neko zaupanje. Tudi mogoče pri teh ponudnikih teh Pa mislim, da umetne ga je tudi že inteligence. izgubil, no, v bistvu, Ga tako je da tudi že izgubil. že ne parkrat vmes, ne. Um, Se strinjam, recimo, pa da so pa kakšne take podjetja, ne vem, tudi če greš malo brati, recimo, kakšno zadje od tega Sama Altmana iz OpenAI, je mogoče tudi malo kontroverzna figura, recimo. Ampak recimo na drugi strani ima pa tudi Microsoft, recimo, ali pa Amazon, ali pa tudi take firme, ki so recimo že ustaljene, tudi ponujajo pač te modele umetne inteligence in v bistvu pod svojimi pogoji. Pa bi pa še mogoče, ja, na Matevževo se strinjam, ja, da v bistvu, če ti ne plačaš za produkt, to pomeni, da si ti produkt. Točno to. In tudi v bistvu vse te ponudniki umetne inteligence imajo tudi drugačne pogoje, če greš malo raziskati tiste njihove pogoje. Pač na zastonskmu se bo pač vse treniralo, recimo. Mm. Na tistem, ki plačaš, je pa v bistvu, sploh za neke biznis pakete, recimo, je pa po defaultu, da se ne trenira, recimo. Ali pa tudi za razvijalce, se pravi, če ti imaš dostop, če ti recimo gradiš, ustvarjaš neko aplikacijo, boš ti porabil v bistvu tisti njihov API dostop, se pravi, razvijalski Mm. dostop, ki je tudi že po defaultu v bistvu se ne trenira, pa je v bistvu zaščiten z enako mero, kot pa v bistvu tudi tisti enterprise paketi. Pa to. Pol je pa ja, v bistvu na koncu pa točno tako, ja, stvar zaupanja, zaupamo, ne. Sam v bistvu vmes na malo lažji noto, ne, kar si prej upisovala, kakšen je roadmap v bistvu, sem pomislil, da boste morali domeno spremeniti, ker se ne boste ukvarjali samo z razpisi, ne, ampak je v bistvu tak business AI um, za očitno gradbene firme in s tem v zvezi v bistvu, kdo je sploh prišel na to idejo? Aha, Da se v bistvu v relativno tako nišno področje nekdo spusti, ne, je kar v bistvu zanimivo. No?
Ja, sploh nekdo, ki ni gradbenik. No, to pa sploh ne. A mogoče ti je AI pomagal, v bistvu. Si AI vprašala, v bistvu, ja, kaj bi bilo to, super, fino, fajn, ne? Ne, v bistvu moj partner je gradbenik, on je operativc sicer. Ampak A sva ga midva učila? pa drugač, čist možno, čist A možno. je študiral na Ja, FGG-ju? ja, vodarstvo je on študiral. Matevž, pa so ga midva imela, ojme. On je 82-letnik, no, ne vem, a ste že učili takrat. Čak Ne, jaz 82. ne, Matevž pa. No, Matevž pa ga je. Jaz sem imel na vodarstvu zelo malo, v bistvu, ne. Tako Um, da, ja, vse dobro, ja, za te študente na vodarstvu, to je bilo to. Glih danes sem slišal, ker smo imeli nek sestanek, ne, in so se pohvalili, da zdaj jih je pa v bistvu, da rabijo pa večjo učilnico, zato ker jih je 20 opisanih. au. Joj. Ne, Škoda, no, škoda, da ni to mečkam bolj razširjeno. Ja, ne, definitivno. Inženirjev se rab pismo. če je letnik 82 bil ena prvi generaciji, takrat so bili ti letniki polni. Ja. Ja, mislim, ne vem, če ni bil sploh ta prva generacija, ki se je ta program odprl. Ja. Pol poznam njegove sošolce. Vem, da jih je bilo zelo, zelo veliko in od tistih je kar precej zelo dobrih strokovnjakov zdaj, ki delajo v praksi, delajo tudi druge stvari, ne ravno v vodarstvu. In ja, precejšna škoda je, da ni večjega opisati, ja, no. Tako da, Očitno ne znamo prodati v bistvu tega, ne, pa vsemi poplavami, hudourniki Ja, in splošnimi spremembami podnebnimi in s tem povezanimi vodami in tako naprej, v bistvu, mislim, ja, da jih kar manjka, no. ja, Ampak ja. ni to je še manj fancy, se mi zdi tole, tam v vodah, ker pa tle imaš vsaj ne vem, most zgradiš, pa v bistvu neko veliko stolpnico ali kaj podobnega, ne, v bistvu tam pa kaj, zdaj pa rečno struno, le to sem pa jaz uredil tukaj, le. Ja, mogoče ta prva stvar, ki jo lahko gradbeniki naredite, da malo bolj začnete med puncem promovirati. Ker pa se vam bo O, odprlo ne, še ne, ne, v ne, ne, bistvu ne. polovico Ampak prebivalstva, ki bi ne, bili kandidati. ne, to si pa zdaj, v bistvu sem pozabil, ne, v bistvu pač bil sem na izpitu, prvi letnik, računalništva informatika, in sem dejansko štel. Mm. In je bilo dejansko na izpitu je bilo pol punc A od res? prisotnih. Ja? Mislim, ja, na okrogel, ne, definitivno. vsaj 40%, no. No, sem tako, jaz sem malo starejši od tvojega partnerja, pa ne velik. In pri nas je bilo upisanih v prvi letnik 160 na novo. A ne? V letniku smo imeli 3 punce. 3. Ne? To je bilo najbolj Zdaj, oblegano, v bistvu. je bilo še na par tistih iz prejšnjih let, pa tako naprej, ampak vse skupaj je bilo manj kot 10. Recimo, da govorimo tam o, ne vem, 5 do 7% od cele generacije. Zdaj, če pride zdaj v razred, sploh v više letnike, je približno pol. A Tako. res? Ja. Ja, tako da to se je bistveno izboljšalo. Tako da, če kdo posluša od potencialnih študentov, se splača priti na faks. Zdaj bi imeli že sami FGG zabavo, v bistvu. Ne rabiš imeti Ja, z medicino ali pa s pedagoško. Pedagoško, ja, tako. A res, to Ja, me pa prav veselim. ja. Ja. Mislim, tako za podjetje, recimo, je računica, ne? Mislim, mogoče se malo pač usiljuje ta trend, ok, gender balance in tako naprej, ampak v bistvu je v zadaj ena čist taka logična računica. Če imaš ti pomanjkanje kadrov, kar mislim, da sem v gradbeništvu velikrat slišala, da se dogaja, se s tem v bistvu odpreš polovico prebivalstva, ki so kandidati za tebe pridelati, za nov kader. Ne? Ja, mislim, se strinjam, sam res se je ta, rečemo, enakopravnost na FGG se bistveno spremenila od takrat, ko smo bili študenti. Pa tudi v bistvu zelo dobre študentke so, tako Ja, nihče se jih ne brani. Tako, Ne, ampak v bistvu jaz bi tle, pa razumem vse tiste, ne vem, ja, dajmo poskrbeti za to, za neko enakost, pa ne vem, gor in dol. Mene tisto, kar je najbolj všeč, da je
da se je to v bistvu na FGG zgoralo čisto organsko, v bistvu, Mm. ne? Ja, čisto organsko. Ne, da bi kdo v bistvu prav namerno kontaktiral ali pa v bistvu naslavljal bodoče študentke, pridite k nam, ne, in tako naprej. Ampak to se je pač zgodilo, ne. Se mi zdi, da je pa v bistvu vsa ta digitalizacija kljub samo kar dosti pozitivnega naredila glede tega, zaradi tega, ker enostavno pač vidijo, da ni nujno, da je pač neka taka klasika gradbeniška, da je zdaj tam do kolen v blatu na nekem gradbišču biti, ne. Ampak je še cel kup enih stvari vmes, ne. Tako da je zelo zanimivo. Čeprav v bistvu je tako, no, zmer povem eno štorijo o eni, pač delala diplomo pri meni v bistvu lansko leto. Ampak ona je bila v bistvu na gradbišču tle pri Štrabagu, v bistvu je Monika, ne, v Ljubljani. Ma to je ona, mislim, zorganizirala, mislim, vse tam je postrojila, pa takrat sploh še ni diplomirala. Mislim, res tako, res facano. Super. Ja, meni je razlagal sosed, sva se zadnjo zgovarjala. Sosed moj gradbenik zdaj je šel v penzion in sicer je bil, mislim, po izobrazbi tesar, pol je bil delovodja v bistvu dolg časa, no zdaj na koncu je bil nadzornik. In je rekel, njegova hčerka je pa toliko stara, kot jaz. In je rekel, joj, jaz sem si tako želel, da bi šla Nina, da bi bila tudi gradbenica, pa je rekla, kaj s tabo, veš, da nam jaz po gradbiščih hodila. In točno to je, v bistvu nerazumevanje verjeten od zadaj, kaj. Ja, v bistvu pač klasika, ki jo vidiš, v bistvu, če kaj hodiš okoli po mestu ali pa kjerkoli, v bistvu so pač na gradbišče, v bistvu to je edin dejansko, kar vidiš od gradbeništva, ne? Ja, In tist nekako ne zgleda glih fancy, no. Jasno, kot rečeno, je pa cel kup enih stvari, ne. Zdaj se uvalijo v gradbeništvo še taki, ki nimajo pojma, ne. Špela na teletito, ne. Hecam se. Dej, no. Pa Jaz ne, sem pa moram ravno- malo jaz sem pa- zbrkavati, no. Jaz sem pa hvala, ravno hvala. Ravno sem hotel Ampak reči, da ne, pa v bistvu, pride- lej, vzamem nazaj, v bistvu, lej, soseda imaš gradbenika, tvoj partner je gradbenik, mislim, da si kvalificiraš, da bi ti dal diplomo zdajle, takoj. Ne, moja pot je neizogibna. Ne, jaz sem pa to hotel reči, da pa imaš pa tako konferenco kot je CBIM, ker jaz se ne spomnim, koliko smo imeli, ok, Ksenija, Marc, ne, kot dolgoletna vidna članica CBIM-a je tako naprej imela že večkrat predstavitev, samo drugače pa načeloma ni bilo veliko ženska, ne. In pa pride letos Špela in vsi so samo čakali te AI in razpise in tako naprej, a Ja, veš, in ampak to je letos je bila še ona čisto vseeno, ne. iz Deutsche Bahna, ne? Tudi ona, pa tudi je bilo Tudi. organsko, nič ni bilo Ja. namerno. Nič ni Tako, bilo, prav, kvote pač- niso se zbirale tam. A nimate Ja. vidva kvote? Ne vem, nisem bil nič pri tem. Ne. Če bi kdo kvote pri nama preveril, bi bila bolj slaba. Ampak kaj sem hotel reči, je to, no, da recimo, ko si govoril o ženskah, tudi v moji generaciji od tistih 3 punc, ne, pa verjetno sem kaj premaj rekel, no, ampak bilo je pa manj kot 10. Je bila recimo ena moja sošolka, ne, isto šla na gradbišče, že takrat zelo hitro napredovala, bila pa republiška inšpektorica, tako da tudi takrat se je dal, ne. Zdaj ima pa še več možnosti, je pa resno, da se tudi sliši, da na gradbiščih ni tako vse rožno, sploh za te mlade študentke, ne. Kje pa? Kot prvo je tisto podcenjevanje, pol je nezaupanje, pa je še kak šovinizem, pa tako naprej, pa delavci, ne, tudi so različno, bomo rekli, se različno obnašajo do njih. Ampak kljub temu, ne, se gradbeništvo tako široko najdeš pa kje druge, ne vem, projektiva, nadzor, mislim, res je veliko možnosti, no. Če pa nič drugo, bojo pa robote upravljali nadaljavo. Pa ne bo treba iti na gradbišče. Zdaj prvi robot, baje, da je zdaj prvi robot. To je meni tako heca, ne. Ravno, ne vem, 2 tedna nazaj sem me prosil za nek intervju in na temo robotike, ne. In jaz pač povem, karkoli, ne, se dogaja po gradbišču in tako naprej, ne. In govorim o robotih, pač robotov še ni v Sloveniji, ne. Čez 14 dni, evo, robot na gradbišču. Res, kdo ga pa ima? Pripeljal je v bistvu Wienerberger je pripeljal in
eno od slovensko podjetje in zdaj gradi s tem robotom tam neko zida pač iz robot neki. Pustimo zdaj to, da to je vzorčni, pa tega še ne bomo videli na gradbišču, pa tako ne vem, če si Mateo še obratno vico, ampak tudi so posebni zidaki, pa posebni sistem, pa tako naprej, ampak je robot na gradbišču, ne. No in isto se pač, gradbišče se razvija, ne, tudi s temi orodji umetne inteligence, ne. No, ampak če gremo nazaj na tvoje AI razpise, a je sploh kak tehten razlog, da bi to bilo samo na gradbeništvo omejeno? Ker ti razpisi bi za praktično kjerokoli industrijo. Ja, mislim, verjetno res, ja. Se strinjam, ja. V bistvu, mi smo se nekako sami omejili na gradbeništvo. Čist samo v bistvu zaradi tega, ker če imaš neko splošno rešitev, je v bistvu ta rešitev pa lahko preveč splošna, da bi bila recimo uporabna. Se mi zdi, da je vseeno fajn, da se tudi recimo rešitev prilagodi neki industriji, ker so neke specifike. Ne. In pač tako, logika od zadaj je bila, dajmo se malo bolj omejiti, pa za eno industrijo to dobro narediti. Tako da v bistvu to je bilo nekako. Vse podpiramo, ne? Podpiramo, ampak pa je tisti roadmap ima lahko pa tudi take, a veš, odseke na križišču, greš malo levo, desno. Ne, v bistvu Ne, pa- mislim, sam intermezzo na te razpise, mene je presenetilo, no, v bistvu, da je dejansko toliko razpisov. Ampak ja, pol, ko si začne omenjati, ne vem, adaptacija stranišča v eni osnovni šoli, jasno, vse ti objekti, vsi občinski, skratka, vse to pade v te razpise noter in je res najbrž tega na koncu res ogromno, ne. Ja, seveda, ali pa ne vem, obnova tal v nekem vrtcu, naprimer, ali pa Ja. nekaj čist taka Ja, minimalnega, ali pa not imaš vse ceste, pa vso infrastrukturo, pa vse, ne vem, Eles, pa vso, ne vem, štromarsko, plinsko infrastrukturo, vse vrtce, vse bolnice, mislim, tako Ja, se ne, zdaj meni to bo navedem. jasno, ne, ker drugače v bistvu tako, pač, ko sem se površno očitno pripravil na tole, ne, v bistvu, pa prebereš razpise, v bistvu pomeš, veš, sam take glomazne projekte v bistvu v luči, ja, Ljubljanska železniška postaja, ne, v bistvu, ne, to je razpis, ja, mislim, ta je en izmed milijon drugih, ne. Ja, ja. Tako Ja, da. Ja, pa se je, recimo, že če sam pogledamo te naše avtoceste, jih je zdaj le recimo 10, ker nekih del potamalem. no, Pa pa se se, voziš okoli, pa ne vem, nek gradijo novo, ne vem, avtobusno postajo, recimo nek v gorjah, pa nek pločnik rihtajo, pa nek, ne vem, enega krožnega obnavljajo, pa vse živo. ja, lej špila, ravno prav čas si videla, zato, ker zdaj bojo županske volitve, tega bo zdaj ful. Veš, pred volitvami. Začne se pa z barvanjem kolesarskih stez, veš to. Tako je. Ja. No, tudi to Vseeno je. bo. Vzdrževanje, zimske službe, Tako, a ne, to je tako. vse tam zajeto. No, veš, kaj sem tudi hotel vprašati? En naš študent, moj sodelavec, Max, da ga imenujem, da bo vesel, a ne, dela zdaj ravno magistrsko nalogo in za magistrsko nalogo bi on rad naredil to, kar si ti obljubljal sem roadmap. Je bil totalno slabe volje, ko je to videl pri tebi, ne. In to je to iskanje podizvajalcev in dobaviteljev. On se, da se s tem zdaj že nekaj časa ukvarja, ne, in ima blazne težave s podatki, ne, z dostopom do podatkov. Pri nas v Sloveniji, ok, nekaj ima iPes, pa je to tako na pol dostopno, pa pol ni, pa rabiš neko svojo infrastrukturo, pa bla, 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 pa imaš neke ponudnike, ki je treba plačati za dostope do podatkov in to. Kako to urejate? Pač, ker v bistvu, če vse njihove API uporabiš, to pa ne more na koncu biti poceni, ne. Zdaj pa, veš, kot ChatGPT, če je zastonj, pač zastonj, vsi pričakujejo, da bo rešitve zastonj, a ne. Kako to urejate? Zdaj verjetno že imate neke prototipe, pa vsa arhitekturo narejeno. A je problem s podatki, ali ni problem s podatki, koliko je s tem? V bistvu, mislim, to recimo mislim,
če recimo ne vem, želiš neko bazo prek iPesa, recimo pa jo kupaš. Sej, če si študent, pač to te res predstavlja ful velik strošek, ampak v bistvu, če pa gledaš, recimo, če si pa ti podjetje, ki pa v bistvu to storitev nekako prodaja naprej, pa v bistvu več strank ta strošek kumulativno pokrijejo. Ja, drugač, mislim, čisto iskreno, recimo to, kar imamo na roadmapu, še nismo v take detajle raziskovali. Zdaj, naš cilj, kako bi mi k temu radi pristopili, je v bistvu tako, da gremo mi pač v neke razvojne projekte skupaj z podjetji, kjer bi se to pa skupaj razvijali pač v partnerstvu. Tako da v bistvu zdaj se ukvarjamo še s tistimi začetnimi, recimo pač reference je nekaj, kar imamo prvo verzijo, pa bomo te prve pilotne projekte štartali. Tako da v bistvu tlele recimo problem s podatki, naprimer, že je. Zaradi tega, ker pač mi smo naredili to prvo verzijo referenc, recimo, se pravi, ujemanja referenc. In v bistvu mi smo zato pač v bistvu si generirali neke podatke. Se pravi, neka referenčna potrdila, neke generirane, recimo, situacije, neke tako nerealne podatke. In v bistvu, če pa ti hočeš, če pa ti hočeš to recimo prodajati, je pa res fajn, da pač to dela na kakršnih koli podatkih, ki jih podjetje ima. In v bistvu tlele rabaš neko partnerstvo imeti, pač nekoga, ki bo pač prišel, pa bo rekel, ok, mi pa si pač te rešitve želimo, bomo dali pač te svoje podatke za to, da bojo recimo da ne rečem testni zajček, v smislu, da se pač ta rešitev prilagodi glede na realne podatke, pol pa pač, se pravi, ko pa ti to zimplementiraš z nekimi realnimi podatki na eni firmi, na ne vem, mogoče drugi, pa ta tretji, na četrti ti bo pa v bistvu že delal. To se pravi, v bistvu pač je problem s podatki siguren tukaj, ker se pač operira na privat podatkih firm in dokler ti teh podatkov nimaš, ne moreš nekako fine-tunati te rešitve, da bo res ful dobro delala. Za te javne podatke, no, pa v bistvu, zdaj mi smo štartali recimo z javnimi naročili. Tukaj smo imeli tudi v bistvu malo ene take negotovosti, a mi to lahko uporabljamo, ne? Pa smo pridobili pol mnenje v bistvu od ministrstva, da lahko pač mi te podatke koristimo. Zdaj, kar se tiče teh podatkov o podizvajalcih, pa takih bomo pač plačali. Mislim, da pač že s tem, kar nekaj recimo dobiš neko osnovo, greš pa lahko na podlagi te osnove v bistvu na internet, pa to obogatiš z javnimi podatki, recimo. Ampak neka osnova pa mislim, da tukaj pač more biti, ker pač jo pač plačaš, se nimaš druge. Ja, ne, seveda, v Sloveniji smo navajeni vedno, da bo vse zastonj, pa ni, ne, zastonj, Ne, ni, pa se prav, da logično, ni. da ni, no. Logično Ne, pa ne. prav je. Ampak če dobiš podatke pol v taki obliki, kot bi morali biti, pa prečiščeno, pa to je mogoče celo vredno, ne, da se ti ni Ja. treba s tem ukvarjati, ne. Sicer je tudi zanimiv, recimo, mislim, jaz sem delala prej tudi v energetiki, recimo, in smo se ukvarjali z nekimi napovedmi, pa to recimo, ne vem, koliko bo štroma proizvedenega, koliko bo porabljenega in tako naprej. In je zanimivo, da v bistvu tudi, če ti te podatke plačaš, recimo vremenske podatke, neke pretekle podatke o porabi proizvodnji štroma, v bistvu sploh še ne pomeni, da so ti podatki pol res taki, kot so ti obljubljeni. Smo imeli tudi kar precej enih težav tudi s kupljenimi podatki pol, no. Ja, sej, ampak vse je odvisno od podatkov, ne, kaj smo že rekli, podatki so novo zlato, ali pa olje, pa ne vem kaj vse, kar je trenutno dražje, ne. Eno stvar sem te želel vprašati, če da ne bomo šli mi čist mimo, ne, to je en tak slon, ne, v trgovini s porcelanom. In to je kaj glede zaupanja. To so že tudi mi domela debato v Portorožu, ne. Kako so te, recimo,
modeli, kako so ti predlogi natančni. Ne? Vem, da si takrat razlagala tudi na vprašanje iz občinstva, da uporabite več modelov, pa primerjate odgovore, pa iščete konsens, pa tako naprej. Ampak recimo, če bi mogla oceniti, koliko natančni so predlogi, govorimo to 90%, govorimo to 50%, govorimo to 99%, kakšna bi bila ocena? Mogoče, Mislim, prosti špila, ker sem sam šel skočil, mogoče tudi stališča, v bistvu, koliko dejansko dela zahteva od enega, recimo, komercialista, ali kaj, da v bistvu, da dejansko potem da roko na to in reče, ok, tole gre ven ali nekaj v tem smislu. Ne? Prav, gre najbrž za zaupanje, pa neko dodatno delo, ki ga je treba še zmeri pol upraviti. Nisem čisto zastopila dobro tvojega vprašanja, Matevž. Pozabi, Okej. najprej narobi to. Najprej v robijo. Ja, mislim tako, pač umetni inteligenci kot tehnologiji, jaz mislim, da je pač ni za 100% za zaupati. Pač neki guardrail si morajo imeti, pač morajo biti človek, mislim, da mora imeti vse en absolutno nad vsem v nadzor. Zdaj, recimo, za ekstrakcijo informacij iz razpisne dokumentacije, v bistvu mi smo pogruntali, pač ko smo to razvijali, pa pač smo pač tudi gledali, kako to pač stvar deluje, pa še kar gledamo, pa veliko razpisov odpremo, pa gremo v razpisno dokumentacijo, pa pol res gledati, kaj pa je res tam noter. V bistvu večji problem kot to, da bi kaj narobe bilo, se pravi, da bi bila neka halucinacija, so v bistvu manjkajoče informacije. In v bistvu, če ti daš, mi smo se tudi sprašvali, okay, kakšna je pa primerjava recimo med našo rešitvijo pa ChatGPT, zakaj pa ne bi razpisno dokumentacijo ChatGPT recimo naložili. In v bistvu smo pogruntali, da če gremo samo z enim modelom umetne inteligence, da bo kar veliko podatkov tudi spustil. Se pravi, da jih enostavno ne bo, pač ne bo jih nekako najdu pa prikazal. No. Tako da v bistvu smo pogruntali, da pa če mi recimo razpisno dokumentacijo pošljemo čez 3 modele, pa v bistvu pač ta 4. model to vse skupaj združi. V bistvu tlele pa, mislim, tako dobimo veliko večino informacij in to ta pravi. Zdaj, da bi res najdel nek, ki je bil tako, da bi rekel, tlele je pa model čist narobe povedal, se pravi, da si je kar nekaj zmislil, smo do zdaj najdel 3-krat. Enkrat se je zmislil, da je projekt na ključ, pa sploh ni bil, recimo, to je bila res čista halucinacija, naprimer. Pa še v 2 takih primerih se nam je zgodilo, da je res, da smo opazili, da je čisto totalno mimo udaril. Drugače pa v bistvu bolj problem to, da kakšnih informacij ne najde. No. To je pa v bistvu, mislim, manjkajočih informacij je pa, kaj pa vem, recimo po enih ocenah med 5 do 10%, recimo. Se pravi, ne vem, da, kaj pa vem, zgreši nek pogoj ali pa nekaj, ali pa ne vem, kakšno podrobnost, da jo ne navede in tako naprej. No. Zdaj, mi smo s tem, mi smo razmišljali, kako v bistvu nekako zagotoviti to, da bi pač nekako povečali, da bi pač mitigirali to tveganje. In smo v bistvu naredili tako, da za vsako stvar, recimo pač teh povzetkih razpisov, za vsak stavek, ki ga mi tam navedemo, v bistvu imamo možnost iti nazaj, pogledati v razpisno dokumentacijo, kje je bil ta podatek najden. Tako da v bistvu, recimo, ne vem, ti gledaš reference, pa recimo to, da recimo na hiter nekaj vidiš, da rečeš, ok, cirka imamo, pač je to, mislim, da dost, da mu pač ti lahko zaupaš. Zdaj, preden boš pa ti šel projekt dejansko oddati, pa boš lahko pa recimo tam kliknil, pa te bo pripeljal do tistega
odseka v dokumentaciji, kjer je pa pač to dejansko naveden in boš pač z enim klikom prišel na ta pravo stran, pa tam si boš pač bolj podrobno pogledal. No. Um, tako da ja, no, mislim, jaz sem v bistvu bila sama presenečena nad natančnostjo teh odgovorov. Sem mislila, da bo večji problem s kakšnim halucinacijam pa temu, ampak sem prijetno presenečena, no. Sama. Ne, sej jaz, mislim, meni je zelo všeč, da poveš po resnici, no. Ne, ok, to sem gor slišal, da 10% napak je zelo veliko, ampak če pa misliš, koliko si sama rekla, da ti dejansko vidiš, da imaš big picture, zdaj, ali bomo sploh to podrobno pogledali ali ne, je pa to ful dober filter, a ne. Veš, ene razpise, kar rečeš, ok, s tem se ne bomo ukvarjali, druga pa itak moraš podrobno pogledati, a ne. Tudi ena druga moja sodelavka, Anja, bo tudi vesela, ne, ker dela pa doktorat na to temo, da je human in the loop bo vedno pomembno, ne. Ja. A veš, to pač brez tega ne bomo šli. Tisti, ki misli, da bo vodil firmo tako, da bo vse odpustil, pa bo umetna inteligenca namesto njega delala, pozabite, ne. Ne. Pa to ne govorimo samo o tem na gradbišču, ne, čeprav zdaj roboti kao zidajo. Nam je pa tudi to hecno, recimo, propagandni material za robota na gradbišču, da zida, ne, ampak tako v vogalu slike, pa pač nek računalnik pod neko marelo na prostem, a veš, pa človek se mogoče sam za potrebe slike omakne stran, ne. Tako da ja, jaz mislim, da te rešitve so zelo dobrodošle, ampak moramo se zavedati, da človek je še vedno tisto, ko bo mogli pol dejansko preveriti, ne. Ajde, nek algoritem, nek agent, karkoli bomo temu rekli, je šel pa to pogledal, zdaj pa pač ti si na tebe, pa da greš preveriti, če res taka, ne. Teda v tem smislu, se pravim, v tem smislu se meni zdi v redu pristopno, bom tako rekel. Je pa recimo, ko si kazala v Portorožu pa naprej, kaj vse imate vi v planu, tiste res impresivno, če bi delali, ne. Jaz sicer ne vem, kako vam bo to uspelo na teh podatkih, verjamem, da imate kakega druga asa v rokavu, ki ga jaz ne poznam, ne. Ampak tiste res tako, če bi ti izdelali, ne. Predvsem me zanima to, ki si rekla, a veš, nekdo, če pride od nekje druge v gradbeništvo, ne, mogoče vidi stvari drugače, kot jih mi vidimo, ko jih skozi gledamo. In ti si tako rekla, čisto preprosto, da bomo vključili normative, ne. Tako je meni tako rdeča luč, a veš, zadaj, to, katere normative? A veš, se jih ni, a ne. A veš, ne obstajajo, ne, mislim, obstajajo, ampak najmlajši normativi so stari, ne bom zdaj rekel 15 let plus, a ne, pa še ti so bili kopijo enih prej, ne rečem, zato 40 let stari, nobenih nimajo, vsi kar neki sami ocenjujejo, ne. Na koncu pa tudi terminski plan in pa to so bolj kot ne za okras, ne bi se samo takrat, ko jih nadzornik upošteva, ne. Zdaj spet, da me ne bo kdo napadel, ne, ko bo poslušal podcast, seveda karikiram mal, veliko pa tudi ne, no. To čisto resnico govoriš, v bistvu, ne. A ne, a veš, na koncu je tako, mislim, mene je ful hecno, ko ti politika določi datum, da se mora projekt dokončati, a ne pa reče, naredite terminski plan. Kako, mislim, a veš, za beton še vedno vlade se 28 dni trdi, a ne, pa, a veš, pardon. Če fenom to pač sušiš, pa gre hitreje, v bistvu, ne. Ali pa po noč moraš delati. Po noč moraš betonirati, pa gre hitreje, ne razumeš? A veš, Mateoš, da Evropska komisija hoče, da se vpelje v gradbeništvo zeleni cement in da se ugotovi, da se z zelenim cementom beton stara 60 dni. Joj, to sem kar ustrelil. Še dobro, da sem tako star, da ne hodil hitro tem razmišljati. Joj, vsakeč, ko poslušam to, da bo šel kdo rejš v penzi, da se bo s tem ukvarjal, pomislim, da še nisem tako star. Ampak, ja, no, to hočem reči, no, da mogoče, recimo ti, ki nimaš tega vzajde zgradbeništva, kakšne stvari drugače vidiš kot mi, ne. Kaj pa si po izobrazbi, si računalničarka? Matematičarka. Še eno stopno stran od tega. Računalničarji smo že sprejeli v naš krog, veš. Zdaj samo še matematičarji spravimo. Smo zmagali. Meni je zanimivo to, jaz sem šel seveda na špeljen LinkedIn, ker jaz sem videl LinkedIn kolega, ne. In sem šel gledati in sem videl, tako ima napisan tako 10+ let izkušenj z umetno inteligenco, ne.
In pa tako 10 plus je zdaj tako, ali blefira, to se mi zdi, da ne, a ne? Ali je računalničarka ali pa matematičarka. Tako da. Mogoče bi še fizik bi lahko bila, no, ajde to. Ne, čeprav moram reči, recimo, moje sodelavke pa sodelavci, recimo, matematikov nas je bilo kar nekaj, no pa računalničarjev, ampak drugače pa v bistvu pač data scientistov, recimo, nas je bilo iz vseh vetrov, od, ne vem, štromarjev do strojnikov, do vse živo, recimo. A bil kak gradbenik? Ne, Vidiš, ne, to pa ne. vidiš. To pa ne. To. Imeli smo enega ekonomista, recimo, ki se je priučil. V prejšnji firmi sem imela tudi sodelavko, ki se je priučila, ki je bila drugač mikrobiologinja. Pa mislim, odlična AI inženirka. No? Tako da smo bili kar recimo iz vseh, mislim, pa smo še kar iz vseh vetrov. No? Ja, koliko pa zgleda tako od zunaj, če pogledaš na gradbeništvo, koliko to zgleda? Tako kot en dinozaver, ali koliko to zgleda? Ja, moram reči, recimo, da kakšne, recimo, tako, kar recimo porajtam. Jaz sem pač prej delala večinoma pač znotraj IT-ja, no, se pravi, večino časa, recimo, pač nekaj časa sem bila energetik, ampak večino časa pa v bistvu smo implementirali rešitve za druge industrije, naprimer. In mi je zanimivo, recimo, to že tako ena taka sama kultura, recimo. Pač tlele se mi zdi, da se ful uporablja še telefon, recimo. Preden sem se začela s tem ukvarjati, jaz pač telefona za službo nisem sploh uporabljala, recimo. Pa se mi zdi, da je tudi bistveno več nezaupanja, recimo, no, evo, glih, ko smo spet pri cloudu, pa temu. Pač mi smo delali cloud rešitve za banke, za, ne vem, wealth management, za recimo take kritične stvari, kjer se veliko denarja recimo obrača, pa so bile rešitve v cloudu, naprimer. Pa včasih recimo vidim tudi mogoče, to me pa tudi partner moj me zafrkava skozi, je rekel, vi samo govorite, pa nič se ne zmenite. Se mi zdi, da je tudi en tak slog komunikacije, recimo znotraj IT-ja, tako zelo v rokovičkah, pa tako da v bistvu no, te stvari, nekako sem najprej porajtala, no. Kar se pa tiče same, recimo, tehnologije, priložnosti, pa tak mi je pa v bistvu gradbeništvo ful zanimiv. Napram, recimo, nekim drugim industrijam, naprimer, kaj pa vem, marketing je to že tako vse digitaliziran in vse, da mislim, je recimo gradbeništvo napram tem res dinozaver. Ampak po ta drugi strani se mi pa toliko bolj zanimiv zdi, ker je toliko enih priložnosti vidim, no, da so. Ja, zdaj Matevž nam je užal, mi smo zdaj dinozavri, tako da zdaj moramo kar odpovabiti od pogovora. Jaz sem zgubil ta posnetek v bistvu. Ja, Ravno sem ga založil nekam. Po drugi strani je ravno povedala, da je partner res gradbenik, ker je rekel, vi sam govorite, pa se nič ne zmenite. Mi se pač moramo zmeniti, a ne. Hočeš, se moraš tudi čez skozi zobe. Se mi tudi, ampak... Samo dlje traja. Ne, mogoče ima taka bolj tako... Samo cloud odložite v bistvu tisti dogovor, pa je to. Ne, to bo zdaj Matevž začel razlagati o onih hitrih sestankih, pa tako naprej, ne. Iz 5-minutni za mizo stoječi sestank, da se ne stoji... Ti so 15 minuti. Stand-up meetingi. No, pa 15 Če jih nekdo res dober vod, so 15 minut. V teoriji to drži, ne? V teoriji. Se da, kakšne imaš super Scrum masterje, ki res v 15 minutah naredijo sestank, no, ampak ponavadi se pa kar zavlečejo. Ja, nič, Matevž, kaj boš vprašal? Nič, ker ni časa. Ne, saj hecam se v bistvu. Ampak moramo še za kdaj za drugič pustiti, ne? Še posebej takrat, ko boste ta roadmap samo, ne boste razširili samo na papirju, ampak bo dejansko kaj za pokazati, ne? Ampak v bistvu je eno vprašanje povsem za konec, ne? V bistvu,
Koliko pa se te stvari že uporablja? No? Koliko firm je v bistvu nekje na spisku vašem, kjer dejansko nekaj uporabljajo tega? V bistvu zdaj le imamo 2 firme, ki sta uporabnika. Se pa dogovarjamo tudi za neke pilotne projekte, pa še s 3 podjetji. Tako da počasi, ampak bo. Zdaj bomo spremljali tisti, ki bodo bolj uspešni na razpisih, a veš, so verjetno na tem prišpeli. Ne, zdaj bojo v bistvu tisti, ki bojo to začeli uporabljati, bojo tako AI razpisi badge dovolj gor v bistvu. IFC compatible v bistvu, veš, bo zdaj. Ne, zdaj bo AI razpisi compatible. Ja, tako. Ja, seveda, ja, veš, to je tako, kot v bistvu za une accessibility, ko smo hodili na una izobraževanje, bo zdaj pač bo ARSPC naredil v bistvu to, da boš imel v Wordu pač tam nek gumba, ki bo preveril, če je ta tvoj dokument tak, da ga bo ARSPC lahko požrl lepo, normalno, ne? Da bo prav označen, da bojo ti formulari taki, tako da se vdal to brati. Ne zdaj idej, da bomo ga reči, nekak razpis se prijavil. Robi, ti ne veš, midva se zraven so še na WhatsAppu, v bistvu sem že TRR poslal. Okay. Se drugače v redu ideja, mogoče bi le mogli najprej z naročniki delati, da se to pravimo v en tak standardiziran format. Pa še prednost bomo imeli, ko bomo že vnaprej format poznali. Točno to, ne? Se pravi, to video zdaj lobirate za naprej. Ne, se jaz imam še ful eni vprašanj glede teh certifikatov itd., pa bomo to za drugič preparali. Moramo malo cliffhangerja pustiti, ne, Matevž? Ja, točno to. Špila, imaš še slučajno kaj za na koncu, za dodati? Ja, koga pozdravite, veš? Ja. Koga pozdraviti? Soseda pa... V bistvu pozdraviti ne, ampak Robi, to mi je bilo pa na misel, da ti moram reči, če me lahko povežeš z Maxom. Ja, ne, ni problema, Max bi se tudi rad povezal s tabo, sem da pridem z dopusta, bomo takoj rešili. Super. Ja. Ti bo vse povedal, kako je moral Django pustiti, pa tak naprej. Njemu bo smešen, tep ni, da je smešen, ampak njemu pa bo. Odlično, kar menga pošel. Velja, ni problema. Hvala tudi vama. Hvala tebi za besede in tole razlago. Debata je bila, se mi zdi, taka sprašujoča, pa v bistvu smo se kar uredili, no, res. Tudi meni. Pa z veseljem še kdaj pridem. Bomo definitivno ponovili, se enkrat Matevž bi lahko pa Špelo pripričali, da bi nam eno demonstracijo ne bila. Seveda, z veseljem. Absolutno. Ja, naslednjič bomo tole v bistvu razširili, tako da bo dejansko demonstracije, pa v živo se bomo dobili, pa bomo naredili, ne vem, kjere BIM pogovore, ne vem, 180, 170. No, Matevž, pač nekaj povem. Ne povem, da je Špela hotela priti k nama, pa se nismo mogli ujeti, zato ker smo bili zobozdravnikov. No, zdaj ne povem, Raj bi bil z vama, pa ker zobozdravnikov, ampak okej. Naslednjič se pa v živo zadimo. No, super. Zmenen. Se veselim. Zmenen tudi jaz. No, hvala obima za tale prijeten pogovor, pa se slišmo, no? Ajde, adijo. Ciao. Adijo.